Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. O temi, o kateri bova z nocojšnjo gostjo govorila, smo že govorili dvakrat. Prvič, ko smo v tem studiu gostili avtorja knjige 1984 Orwellovo leto Agopa Stepanjana, torej ko smo gostili Igorja Omerzo, ki je napisal to knjigo, in drugič, ko smo v Kopru posneli intervju z Milkom Cočevim, ki je bil prav tako eden tistih, ki je bil po krivici obtožen na zaporno kazen. Z nami tokrat je žena Agopa Stepanjana, Agopa, ki je žal že pokojni, Cveta Stepanjan. Preden ji damo besedo, jo pozdravimo, pa bom prebral, kaj je na zadnji strani knjige napisal avtor Igor Omerza. Tako kot pri vsaki zgodovinski temi je eden glavnih namenov raziskovalcev in piscev potegniti iz zgodbe nek nauk za sedanjost in prihodnost. In tako je tudi s to knjigo o tajnem, montiranem udbovsko-vojaškem procesu leta 1984 sredi bele Ljubljane proti nedolžnemu Agopu Stepanjanu in osmerici sotrpinov. Želim si, da bi prispevala k temu, da se takšni odurni in nasilni orwellovski procesi v Sloveniji ne bi nikoli več dogajali, kajti kdor ne pozna zgodovine, je obsojen na to, da jo ponavlja. Tako, to je Igor Omerza napisal. Dobrodošli v našem studiu, gospa Cveta Stepanjan. Hvala enako. Tudi jaz vas vse prav lepo pozdravim, tudi vaše gledalke in gledalce. Midva sva se verjetno videla takrat, ko je ta knjiga išla, ko je bila predstavljena prvič v Slovenskem svetovnem slovenskem kongresu. Polna dvorana je bila, nisva se še takrat poznala, zdaj se. Vmes ste nekajkrat gostovali tudi v drugih medijih, mislim, da na Novi 24 TV, pa tudi na Radiu Ognjišče, na nekaterih predstavitvah. Preden se bova dotaknila tistih najbolj bolečih tem, greva na tiste malce lepše. Kako sta se vidva z Agopom Stepanjanom, ki je sicer po rodu Armenec, drugače pa bolgarski državljan takrat bil, kako sta se, pa slovenski državljan tudi, jugoslovanski takrat, kje sta se sploh spoznala? Ja, midva sva se z Agopom spoznala na Bledu, in sicer je on bil profesionalni glasbenik, ki je prišel leta 1968 v takratno Jugoslavijo in je igral z različnimi ansambli po Hrvaški, veliko je igral tudi v Primorju slovenskem. Potem so pa prišli z ansamblom na Bled. In pač jaz sem bila zaposlena na Bledu v trgovskem podjetju. Takrat je bila Jugotehnika, smo prodajali plošče in takrat še plošče, ja, te vinilke, in so hodili vsi ti glasbeniki k nam poslušati glasbo, no, da sva se spoznala takrat. Potem me je pa povabil v kavarno, da pridem, kjer je igral v Park hotelu. In so poskočile iskrice. Tako. Ja, in kakšno glasbo je pa rad poslušal? On je bil po duši jazzist, jazz, igral. Vi tudi? Tudi rada poslušam jazz, ja. In igral pa je v komercialnih ansamblih, seveda igrali so vso muziko. Takrat je bilo na Bledu zelo veliko žive muzike, to se pravi, je bilo 7-8 ansamblov, ki je igral po Bledu, zdaj tega ni več. Pa so žive se igrali? Vse žive muzike, ja, so bili. Kaj pa je igral? On je igral bobne, v glavnem, igral je tudi kitaro, pa pel je. Armenec, po rodu. In ko vas je
ogovoril prvič slovensko? Ja, slovensko je. Kako? Malce popačeno ali kako mu je šlo? Tako, ja. Malce popačeno, potem je mešal pač srbo-hrvaščino, ker je bila takrat Jugoslavija, so vsi razumeli, tudi vsi smo se učili, tako. Armensko je pa verjetno tudi vam kdaj kaj povedal, tam pa niste nič razumeli, ne? To pa nisem nič razumela. Nekaj besed pa znate še, ne? Ja. Ne vem, številke ste mi prej povedali. Ja. Številke mečkam, kakšne stvari tako znam. A lahko mogoče kakšno številko, ker je res čisto drugače kot recimo slovensko? Ja, če naprimer od 1 do 10 štejem, je mek, jergu, jerek, čor, hink, vest, jota, uta in nadasa. Štetje do 10. Zdaj, če bi kdaj kaj jezen na vas, vam je kaj armensko povedal, ne? Se šalim. Ja, kako je šla potem ta ljubezen? Sta se hitro vzela? Ja, to se pravi, 1 leto sva hodila, potem sva se pa poročila v Sofiji. 71 leta. V Sofiji. Kako pa vaši starši, vi ste Gorenjka, ne? Ja. Černe ste se pisali, ne? Kako so pa starši sprejeli glasbenika, ne? To pomeni, bo veliko po noči zunaj, ne? Bo veliko igral, ne bo ga veliko doma. Potem tujec je bil, je imel že takrat državljanstvo jugoslovansko? Ne, takrat še ni imel državljanstva. Kako so ga sprejeli? Nič niso rekli, da po pravici povem, je bilo kar v redu, ker je bil ne vem, dober človek, prijazen. Tudi okolica, vaši prijatelji? Tudi okolica prijatelji glasbeni tega, mislim, nič ni bilo narobe, da bi rekla, da kjer mu ni bil, ker je bil dobrovolen človek, je bil tak, da se je znal. Je bil tak pravi glasbenik ali bil zaprt v sebe? Ne, pravi glasbenik. Tak, da je z dušo. Z dušo. Ja, tako. Ste tudi vi kaj po duši glasbenica? Dobro, rekli ste, da radi jazz poslušate. Jaz sem se pa učila harmoniko v 1. razredu. Sam to je bilo tako, no. Nista nikoli skupaj zaigrala? Ne, to pa ne. Poročila ste se v Sofiji. Kako to? Ja. Je želel Agop tako? Sofijo, ja. To je bil skupen dogovor, pač. Ja, sva šla, on je bil drugače iz Varne. To je pri Črnem morju, lepo črnomorsko mesto. Tam je tudi on preigral, ker je bil profesionalc na Zlatnih peskih, na Albeni. To so veliki turistični kompleksi. Potem je pa pač prišel v Sofijo, kjer je tudi hodil v šolo, študiral tam, pa pri sestri živel. Sestro je imel v Sofiji poročeno. Ampak zanimivo, ne? On je bil že tudi 2 uri, če se ne motim, že tudi v Bolgariji zaprt, ne? Protesti so bili, ne? Ja, to so bili armenski, ker Armenci v Bolgariji niso bili gor vzeti, ne? Ja, seveda ne. Oni so takrat bežali, oni so prebežali, ki je bil armenski genocid, so starši od njega, tako so bežali iz Turčije, tam je bil Bursa, to je, so Armenci živeli tam in so prebežali v mesto Varno, ne? Eni od očeta njegovega sestra je šla v Sirijo, ena sestra je šla v Francijo, tako da so takrat bežala na vse konce in kraje. In Bolgari jih niso najbolj sprejeli, ne? Ne, ja, bila je pa ena armenska skupnost tam, je tudi armenska cerkev je v Varni še zdaj, imeli so tudi šolo armensko tam, tako da Jagob do 4. razreda hodil v armensko šolo, potem so jim pa zaprla, ker tam je bil pa tudi kar težek komunizem, bolj kot tukaj, in vsi tili glasbeniki, ki so prišli iz Bolgarije, so mislili, da grejo na zahod, tukaj bo za njih že vse zahodno. V bolj mehki komunizem so mislili, ne? Točno tako, seveda. Žal, ne, so se ušteli, ne? Ja, zelo so se ušteli, če bi to vedel. Se bova še tega dotaknila. Bil pa je kristjan bil, ne? Katolik, ja, kristjan, ne? Zelo veren tudi, ne? Ja. No in potem... To so prvi katoliki, Armenci. Armenci, tako. Ja. In Sofija, poroka, so vas tudi njegovi starši lepo sprejeli? Ja, zelo lepo, so me kar rad imeli vsi. Kako ste pa komunicirali takrat?
Ja, takrat, če nisem znala, seveda ne bolgarsko, ne, potem pa počas, ker ni taka razlika v jezikih, sem se pa počas tudi naučila. Malo pa z rokami, ne? Tako, ja. Pa gre. Ja. Ste dolgo bili? Sta bila dolgo potem v Sofiji? 2 meseca smo bili v Sofiji. Toliko da pol. Ste dobili dopust? Oktober. Ja. Pa glih sem šolo naredila, pa sem pa drugo službo, a ne. Jaz sem glih takrat zaključila trgovsko šolo, pol po temu, a ne. Včasih smo se malo bolj zgodaj ženili, a ne. Pa zaposlitev pol ni bila problem. Pa sem pa začela nadomeščati, ki je našla v porodniško, sem pa nadomeščala v Elanu na inštitutu, sem bila v tajništvu, pa potem pa v prodaji, pa v nabav. Potem je pa skozi vlekel v trgovino, pač naredila sem pa še komercialno šolo, tako da smo pa se preselili v Duplje. V Duplje? Ja, tam sem dobila kot poslovodja, pa... Takrat so že otroci tudi začeli prihajati? Takrat sem imela enega otroka, od začetka sva stanovala pri nas, od zgor v hiš, a ne, moj oče je bil mizar, spod smo imeli delavnico mizarsko. Midva z Zagopan sva pa od zgor stanovala, no, sva imela, samo pač sva želila, da se osamosvojila, a ne. Tako, kot si vsi želimo, ne? Tako, pa sem dobila, slučajno je bilo razpis, tako da sem pol dobila tam službo. In se je Njegoš? Njegoš je bil pa 1 leto star, takrat, ko smo se preselili v Duplje. No. In je takrat Agop že zaprosil za jugoslovansko državljanstvo? Kdaj ga je dobil? Mislim, veste, da ne vem zdaj točen. Mislim, mogoče, ja, 73, 70. Pa ga je dobil, ne? Ja, dobil je, ja. Ker je bilo za portugalskega državljana takrat v Jugoslaviji, kolikor vem, zelo težko ga dobiti, ne? Težko, seveda, se je bilo gotovo za vse. Mi se s tem sploh, smo li mladi, nismo ukvarjali. Pač dala svojo rodovoljco prošnjo. Mislim, da enkrat ali dvakrat so še do Beograda, da tisk je bilo vse v Beogradu, a ne? Takrat so bile vse te inštitucije, ta glavna v Beogradu. Potem je pa dobil, a ne? Ni bilo nič, ne vem kaj. Ne vem. Zdaj pa vi ste bili v trgovini, ste delali. Agop je pa igral, kako? Tako, Agop je pa igral okrog, skozi profesionalno igro. To se pravi na Bledu ali Podvinu, to so se v Podvinu, v Krajini, v Kranju je igral, potem je igral... To je tudi recimo ena izmed teh slik, ki so bili Kristali, ne? Kristali, ja, to so bili pa Čehi, Jaroslav, Dina, pa Agop tudi Bolgar, na Sedini, ne? Tisle sotiral je, mislim, da je na Dunaju in ta drug. A ga je bil veliko doma? Ja, ko je igral tukaj na Bledu, pa to se je vozil, ali pa v Podvinu, pa to v glavnem je igral v tem okolišu, tukaj doma bil. Zdaj pa, če je igral, enkrat so igrali v Bovcu, v hotelu Alp, pač takrat je bil pa tam. V Bohinju je tudi igral, v Zlatorogu. To je bilo veliko takrat igranja, tako da sploh ni bilo problema. V Ribnem hotelu. To so vsak dan igrali, samo en dan v tednu so bili prosti. Tako da je bilo isto, kot služba. Samo on je šel zvečer, prišel je 2-3 dama. Potem sta prišla pa še dvojčka, ne? Potem sta pa še dvojčka prišla, ja. Koliko kasneje? To se pravi 77 leta sta pa dvojčka bila rojena, pa seveda gleda, da bi ki bližji, in jaz takrat, ko sem šla na porodniško, on je pa meni že veliko trgovin pomagal takrat, ker to je bila takrat še majhna trgovina, sama, 2 sva bile noter, in je on takrat meni že tudi kar tako pomagal, ki je po noč delal, pa me nekakšne stvari dvigal, to pomagal. In potem so pa tudi njega zaposlili, takrat, ko sem je šla na porodniško, pa še ena je delala zraven, še ena druga, tako da sta bila ona 2. No, potem si pa samo postrežna velika naredila, pa je pa on spet začel igrati bolj, tako da 4 leta je delal v trgovini tudi, pa igral zraven še, on je, kakor je bilo, če je bilo igrane, je igral, tako da je bilo. Ja.
Potem je pa prišlo tisto leto 84, ne, ko se je pa življenje obrnilo na glavo. Ne. Ja, potem se nam je pa čisto obrnilo na glavo. So k njemu udrli, lahko rečemo, ne, v vratarnico. Ja, on je šel v službo popoldne. Jaz sem bila do 2, sem jaz delala, samo še se spomnim, je krov dala, pa je sok sabo za malco. Šel je z mopedom, takrat je dobil pa zaposlitev v varnosti, kot čuvaj, zato je noter čuvaj. Njihova akcija je čuvaj, imenovana. Je pa šel v službo ob 2, pa jaz grem po ta mala 2, ta velik je že hodil prvi razred sin in se je odzun pred trgovino igral, ker mi smo živeli v eni stavbi, v kateri je bila pošta, trgovina in mesarija. Je to mogoče ta stavba? Ja, to je ta stavba. Tukaj je bila pošta na koncu, to je bila trgovina, tukaj dol je bila mesarija, tukaj gor smo mi živeli, na to stran je pa še ena druga stranka, ena Helbing živela. In je otrok od spod se igral, jaz sem pa šla pol 3 po otroke v vrtec, nek sem dija, zjutraj pa sem jih pa še iskat, pa pridemo nazaj peš, ker to je vrtec spodne, bliz, to je vas. Pridem nazaj, pa mi ta velik sin prav, ki je bil odzun, mami polhanje ljudi, pa res vidim polhan tudi belih golfov tam pred trgovino, pa pred tem vse drugače so bili, tudi grem, je rekel, polhanje ljudi gor pati, sem rekel, kako more to biti, tati šel v službo, pridem gor, ja. Odprem vrata, sem samo šokiral, polhan ljudi noter v civilah, temu mož je tam na kavču sedel, ga pogledam, kva je, se tudi on nič nismo govoriti, jaz nisem nič smel vprašati, kar po omarah, kar po vsod so hodili, jaz do takrat sploh nisem vedel, niti na kraj pamet mi ni prišlo, da bi kjerkrat, jaz mislil, da bi jaz kjerkrat imel pravka s policijo, ker smo živelsko spoštena, veste, niti na kraj, sploh sem mislil, da je sploh ena policija. Potem pa polna hiša. Ja, nisem vedel potem, kva je sploh, ker to so bili v civilu ljudje, veste, niso bili policija. Sam čistih sem mogla biti, hodili so po omare, odpirali vse, gledali, pa mi pa dajo za podpisati tam nekaj, to sem videla tam po 100, ne vem, kjer člen, kaznivo dejanje, ne vem kaj, pa sem pa rekla, kva pa je zelo, to mi niso nič dali papirja, veste, da nič nisem vedela, za kva se sploh gre. Moža so odpeljali, pa šli so, sem rekla, imaš ključ od stanovanja, sem rekla, če nazaj prišel pa, mislim, če bo prišel dam, je pa on rekel, ja, sej vse en, je rekel, bo že prišel, tako mi je rekel, tisti pa šli so. Jaz sploh nisem vedela, kaj je bilo to, kva se to dogaja, sem rekla, kam so ga zdaj odpeljali, potem pa počakam, celo noč čakam, sedim tam na peč, od nikodar nobenega, nič, pa naslednji dan sosedi povem, ki je bila poštarca, ona od spodaj, tudi telefona nismo takrat imeli, da bojo ljudje vedeli, tudi brez telefona smo bili, brez vsega. Poštarco vprašam, sem rekla, ker zmeram, kadar smo kamorkoli telefonirali, če smo dan telefonirali, tudi jaz od trgovin telefona nisem imela, da bojo ljudje vedeli. Smo šli na pošto, če je mož klical domov starše, je mogel 2 ure čakati, da so v Beograd prevezali. Beograd je potem vezal Sofijo in potem nas je poštarca čez 2 ure poklicala, da je telefon, da je veza. To je tako bilo. Tako, ja. Ste šli vprašati? Sem šla vprašati, gleda, sem rekla, kva je, kdo ga je odpeljal, kva je sploh to bilo, sploh ne vem, kje je, No, potem je še rekla, ona je, vem, da je v zaporu Radovljic, pa kličeva v Radovljic v zapor, tam nobenega ni bo. No, pa le jaz sem še na pošto, pa kličem sestro, ki je bila na zavodu v Kranj, je delala, pa sem ji rekla, veš kaj, Kati, sem rekla, in pa za ambasado poklica, jaz sploh ne vem, kje je Jakob, kva je z njima, A Jakob ste mu rekli?
Ja. Po slovensko Jakob. Jakob, ja. Sem rekla, sploh ne vem, kje, sem rekla, ambasado poklica, kva je, kdo je odpeljal, niti pojma nisem imela, veste. In že pridejo pol, takoj hmal po tismo pridejo eni 3 teli, no zdaj vem, da so to udbovci, ne, jaz prej to, kje sem, jaz to pojma nisem imela, da je to vrst policije sploh, ne, pa ko sem zdaj, to vidim, to je groza, to ne moreš verjeti, da je taka mašinerija noter v temu sistemu bila, da te, ne vem, pa še zdaj so, sam pohodijo. Posod. Jaz, sej so še isti, so tako stari, kaj jaz, ne, tisti gospodje. No in ko so prišli ti 3? Ja, potem so pa rekli, vse je v redu, pa mene spraševali, pa je vse je v redu, on je pa nas, samo nekaj preverjamo, nekaj delamo, pa kje ste hodili, pa kje je igral, pa te stvari, vse so me to spraševala, veste, kje smo hodili, kdaj smo, kje sem jaz včasih, mislim, a ste bili v Kranjsgora, je tam igral, kjer ga tam srečal, pa s kjere pozna, pa kjere to spraševali. To. In to so pa šli, pa vse v redu, pa sem se mečkam pomirila, pa to. No, čez kakšen teden ni spet, nobenih informacij, kje je. Oni so pa še zmeraj hodili spraševati, ker oni so ga pa imeli v zaporu in so od njega zgleda mene spraševali, če je res bil tam, pa pa tret, pa vse tele, kjer je poznamo, to so vse zasliševali, to je bilo groza takrat, veste, to so vsi muzikanti, to zdaj nam bom potem še povedala, da koliko je to ljudi bilo v temu udeleženo, in čez kakšne polne 14 dni spet, pa jaz spet rečem, sester, zdaj imam pa jaz tega že dosti, zdaj mi pa povejo, sem rekel, zdaj pa jaz res ambasado poklica, pa ne, oni prašajo, koga je z njim, kje je, ker ni bilo ne v službi, ne nič, pa otroke same, pa ne vem, jaz sem mislim, ne vem. In potem pa spet tisti udbovci so takrat skozi hodili, imam pa v trgovino, pa tret, pa spraševali tam ljudi okrog. Potem mi pa pride, pa pove, pa rekel, a veste kaj, pejte v soboto, pa poište v Ljubljani na Roški enega Vuka Sava. Mene je takrat, če moj oče peljal v Ljubljano, on nismo noter, prideva na Roško, ima na Vojašenca, vojaški piše tam tisti vojaš, sam jaz, to meni niti kapeno, jaz sem vedela, da nikoli nobenemu nismo nič naredili, kaj mislim, sploh to. Oče je dol od spoten, ki tisti bifet čakal, jaz grem gor, pa mi pa daje en listek, da je vse v redu, Zagopo mu da go pa pisava, da je vse v redu z njim, da je samo tlele, pa to pa on, pa ren spet dam. On me sprašuje, pa če kakšno knjigo imel, pa ne vem, ko sem rekel, ne vem, kakšno knjigo, bolgarsko knjigo, on imel samo eno knjigo, bolgarsko imel in to mu je dal gospod Merc, Dušan Merc, to je ravnatelj osnovne šole Prulje v Ljubljani, on mu je dal to knjigo, to se pravi Hristo Botev, en pisatelj bolgarski, ki je rekel, nimam kaj z njo delati, ker Dušan je hodil tudi kaj poslušati, pa z možem so bili prijatelji, in to knjigo mu je dal. Pa sem rekel, in to knjigo imel, in to so pa leteh tam iskali tisto knjigo in se je vzela, ta knjiga je pa je tudi, pa so meni rekli, da je mož znal med vrsticam brati. Sem rekel, še tako ni znal brati, bo pa med vrsticama, sam to so ti čist glavo obrnili, to so, veste kaj, to so bili oficiri, to. No, in potem je spet minil en čas, da šele okrog 12. mesec je to minilo, mislim, da okrog 15. maja, da sem jaz prvič takrat poj, da sem šla do Vukosava spet, in je rekel, ne pridem, tudi ob 8. zjutraj čakam, tam od spot je bil en vojak v tisti čakalnici, ki prideš noter, pa ene stopnice, pa desno je čakalnica in so me pustili tam not od 8. zjutraj do 3 popoldne čakati. Jaz sem mislil, pa grem dol do vojaka, prašam, pa kdaj me bo ta Vukosov sprejel? Jaz sem sama v tem stavbi, takrat. Pa kdaj? Pa čekajte, sam to je bilo in jaz sedim tam, pa ob 3 popoldne pride tisti vojak, pa je rekel, greva.
pa me pa pele na avtobus tam na lokalca in me peljete skozi Ljubljano, jaz tako če Ljubljane, tako nisem ne hodeš toka, ne. In me peljete me železniške postaje, pa tam Metelkova je bila tam, ne. To jaz tudi nisem vedela, takrat Metelkova tam stopva na to in tam sred tisti je bila tista stavba in desno noter čakalnica, to je bilo treh in polhan teh žensk z Jugoslavije je bilo, ne. Ki so prišli na obisk k sinovom, ki so bili vojašenca, ne, to je bilo takrat njih sobota, ne. Pa sem pa jaz rekel gotov, jaz sem še mislila, sem rekel gotov Jagob tudi tle na Rožnih vajah, ne. To mi je skozi glavo prišel, pa sem čakala pa čisto, ko sem rekel gotov je tle v Rožnih vajah, zato mi niso povedali. Pa me pa pelje čez tist dvorišče tist vojak, pa se mi še zdaj to zdi, da tam je bilo polhan tistih vojakov, na ograj so sedeli, pa toliko so se mi smajali. In potem pa takole levo pred eno stavbo, potem se pa začnejo tiste vrata odpirati železne pred mano. Jaz sem samo skup zgrmija, pa sem videla je zapor, ne. Pa so me tisti oficiri tam v sobo nesli, pa skup so me spravili, če ne boste zadržali, ne boste videli, so upili tam nad mano, to je bilo polhan te vojske, oficiri od tega. In pa sem rekel, ka moram videti, sam tisto, kar sem videla, je bilo pa tudi potem groza, ne. Seduj za mizo, vojska s pendrike tam za njim, glavo jim odkrvava rdečo, vse groza, no, groza, vas pretepen. Ja, pa sem sam rekel, samo na besedo sem rekel, a pokličem ambasado, sem rekel, kaj sem jaz. Takrat so me zagrabili, tista vojska pa samo ven in ne vem, ko sem z Ljubljane pa še jaz takrat z avtobusem. To je bilo noro. No, potem se je pa začel. Potem je bilo pa to, potem pa, če se ne vem, koliko časa ni bilo dolg, pa pridejo popoldne, proti večeru, 6 je bila ura, a ne, pridejo te udboci gor, pa takrat je bil še policija, ne, eden ali dva policaja sta bila, me zagrabta, otroke same pustijo odneven, vse 3 mejhne, ne, to so bile, one 2 sta bila 6 let, veliko pa 8, dvojčka, ja. Negoš pa 8? Ja. Zvečer jih pustijo same v stanovanju. A vas so odpeljali? Mene odpeljajo, ja, ta prvo v Tržič. In kaj ste rekli, ko so vas odpeljali? Kao z otroci, pa to so pa rekli, bojo šli pa domov pred dvor, jih bomo v domov pred dvor dali. Boste že videli, rekel. To so to kupili svinja, prasica, vohunka, špionka, ne vem kva mene, pa jaz mislim groza. Mene na policijo so me odpeljali v Tržič in tam so mi dajali takole liste od moža, da smo se slikali pred vojašnico na Bohinjsk-Bel. Sem rekel, v življenju se nisem slikala pred vojašnico na Bohinjsk-Bel, niti noter nisem imel v vojašnic, nikoli v vojašnic, ker nimam, kaj sem jaz tam delati. Pa ste se slikali s Jago pravo, ne? Jaz to nisem vedela, da so njega noter pa tok tepli, pa da je ne vem, kva z njim so delali, tam seveda so malo po cigarete po glavu ugašali, pa pol so potali cigarete po glavu, to so jih mučilo temu vojaškemu zaporu, da je groza. In takrat so marsikaj se zlagali, ne? Samo, da so imeli za nekaj trenutkov mir. Ja, si mogel to reči, drugače so te pa, veste, mislim, to je bilo noro, to ne moreš verjeti, kaj je bilo to. To so se mogli na deko, gor so se vojska vseda po celemu hodnik, da vem, kako dolgo so jih mogli uleči naprej, nazaj, cel dan stati na prstah po cele dneve, tepali so jih to, ne vem, da še en Albanci tam so rekli, da so bolj skozi prišli, pa oni, so bili tudi politični tam nota, mislim, to je bilo noro, to res, mislim, ne moreš verjeti, da sploh taki ljudje obstajajo. In koliko časa so vas imeli tam potem na zaslišanju? Mene so odpeljali potem, od tam so me odpeljali v Ljubljano na Povšetovo in sem bila na Povšetovo, ne. 3 dni? Ja, 3 dni, 4. dan sem... Kaj otroci? Sami, jaz sem skoparnija v zapor. Jaz sem vse potem, ker so tam udalko, pa sem rekel, ja, če on tako prav, potem bo pa resen. Jaz sem gledala sebe, sem rekel, že otroci, mislim, ne.
Vi ste samo takrat razmišljali, da čim prej prijete domov? Seveda, si nobenemu nisem v življenju, samo to so, a veste, kaj to... Kaj so še učitali? To je bilo, to ne morete verjeti, kako. Jaz sem že tam, se ne vem, a so mi kaj dajali, ali ne vem, pojma nimam. Ker jaz sem enkrat tam v zapor, sem je videl, smo šli nekam na Ljubelj gor, pa je na hišce na enem hribu gor in mi smo tam gor hodili. In potem se tam v zaporu cela vojska se skupa, veste, to je bilo ne 15 avtomobilov vojaških, pa oficirji, pa vojska, pa psi vojaški, pa mene zapora. Tam so me pobrali, pa na Ljubelj gor. Kaj je tista hišca? Je še zdaj ne upam sama čez Ljubelj. Kakšna hišca? K se imenu zapor to pokazal, veste, v zaporu sem jaz eno hišco, smo mi tam gor hodili, pa kje smo hodili, ne, in to sem jaz tam njim govorila. In oni mene v avto pa gor pele. Pridemo do gor do Ljubelja, tiste hišče nekjer. Koliko so pa je tulili na mene, svinja, presica, ostanite, umijte, mislim, to ni beseda, da govorim, ker ne upam pregloboko. Ste se takrat srečali potem z Agopom? Takrat ne. Takrat ne. In vi ste šli, vas so po 3 dneh spustili? Ste prišli domov? Po 4 dneh, potem so me odpeljali na... Kje so bili otroci? Potem so otroke, pa potem soseda vzela, pa je k mojim staršem. So verjetno jokali, ne? Ja, seveda, kaj na jokali. Včeraj sem... In kaj se je potem naprej dogajalo? Pa mogoče, da malce za osvežitev spomina tisti, ki so tole knjigo brali ali pa so gledali našo prvo oddajo ali pa drugo oddajo o tej temi, je prav, da povem, da Agop Stepanjan ni bil edini, ki je bil takrat aretiran. Prvi je bil Aleksandar Aleksandrov, tudi glasbenik, potem Milan Pfeiffer, potem Stevan Dostan, Rade Lazarevič, Vencel Gašperšič, Milko Cočev, ki smo ga tudi že gostili v naši oddaji, potem Georgij Angelov Goša, ne? In Lazar Samerdžev, ne? Pa seveda Agop Stepanjan. In to je šlo, kolikor je takrat Igor Omerza povedal, ne? Bolgari so nekaj let nazaj aretirali nekaj Jugoslovanov in jih tudi na montiranih procesih obtožili vohunstva in potem je Josip Broz Tito, ki je bil takrat še živ, ne 84, ampak prej, dejal, da je treba nekako povračilno ukrepe, da je treba tudi Bolgare živeče v Jugoslaviji nekako obtožiti vohunstva, špionaže in jih obtožiti in sprovesti proces. Ne? To je potem trajalo vse do 84. leta, ne? Do prve aretacije Aleksandrova. Ste vi za to aretacijo vedeli? No, še to, da povem, da je v tistem dokumentu napisan, da najboljši so pa glasbeniki, umetniki, seveda, ne, ker so najhitreje se jih zloma, ne, te ljudi. Ne, prav to v dokumentu, prav v dokumentu piše, ne. To se je 79, ko so oni že začeli, ne, in potem... Pa ne samo v Sloveniji, tudi v Sarajevu in v drugih teh... Jaz sem to vedela, da so Aleksandrova zaprli, in sicer njega so že zaprli, ker so ta prvo izgnali Aleksandrova, potem so pa izgnali Danija Gančeva, ki je igral za Hazard, ne? Seveda, on je takrat igral pri Hazardu, seveda, in tudi zaradi tega je ansambl Hazard propadel, ne? In jaz sem šla, ker pa od Agopa brat je pa... Samo Aleksandrov se je potem tajno vrnil v Jugoslavijo in so ga potem na Hrvaškem ujeli, ne? In se je potem začel ta proces. Gančo je bil pa, zdaj lahko rečemo, toliko pameten, ne, da ni prišel. So pa tudi Goša pa Milka Cočeva opozorili, mislim, da mama Georgija, ko se igrali v Švici, da naj ne pridajo nazaj v Jugoslavijo, ne? A ja, to, mislim... In so vseeno prišli, pa se nam nič ne more. Se nič niso naredili, ne, se zaradi tega pa je to... Ker Jugoslavija bila pa nekako obljubljena dežela takrat, ne, to je pa bolj svobodno. Mi smo tudi vedeli, da je Dančo izgnana, ne, ker sta bila Dančo pa Agop, sta prijatelja bila, sta še igrala skupaj, ne, na Bledu, z Lado Jakšan tudi, pa Dančo, pa Agop, so igrali skupaj, ne, in je od Agopa brat je imel pa raka takrat. Liho temu, ne, to je bilo 83, 83 je bil Dančo izgnan.
poznan. In takrat so, ker Jago pa jim stalno zaposlitev v tem varnosti, a ne, ni imel dopusta, pa sva potem januarja, sva pa jaz, pa ta velik sin, sva šla v Bolgarijo, sva rekla, greva pogledati, ki so bile počitnice, a ne, tele šolske, da greva pogledati brata, ki je rakajmo, ne, pa še nekaj, moja sestra, ki je bila na zavodu in zdravila tam zrihta, ki jih tam ni bilo v Bolgariji. A ne, in sva midva šla takrat v Varno. No, se sam to tako povem, ker potem ta udba je rekla, da je bil tisti moj odhod v Varno, pa rak je bil pa znak, da je veza prekinjena. No, rak, čeprav je brat umrl, pa ki je bil po zaporu. Da je to bila njegova veza, da deluje ta proti Jugoslaviji. Jaz sem zato šla tam, da je veza prekinjena, ne zaradi mene. No, in jaz sem se pa še v Sofiji, takrat so vse vedeli, točno so vedeli, ne vem, so še po Bolgariji izgleda za mano hodili ti udbovci, so denarja porabili za ta proces, še pa še, ne vem, če bolj da lačne nahranili za ta denar. Vse so vedeli, ki sva tortico z otrokami jedla, vse, ki sva se ostala, da sva se s Dančo, tam smo se v Sofiji dobili, ne, ker meni je Dančo rekel, ki bili s tam njegove sestre tudi doma, je še rekel mi v Sofiji, je rekel, veš kaj, dej reč Milen, ki je ženo mu na Bledu, naj gre, so tamle v Domžalah igrali takrat hazard, da ne gre ke, pa ne vzame klaviature, pa ne prodal vse skup, da za otroka imija, ne, ker je tudi kar tako vse skup pustil, njega so dali pa ob 3 ponoč na vlak, pa so ga, a boš delal za nas, je rekel, jaz nisem noben vohun, nobene stvari, rekel, jaz sem glasbenik, ne, ker je res, ne, sej, on je potem tudi v Bolgariji uspel, lahko rečem, da imajo letos 30-letnico, pa ansamblu Tangra igra, to je znan ansambl v Bolgariji in imajo zelo koncerte velike po Bolgariji. No, midva pa greva nazaj, ne, na ta preiskovalni zapor, ne, kar nekaj časa je to trajalo. Takrat v nekem momentu ste bili tudi vi čisto na tleh, ne? Ja, čisto, jaz sem bila kar čisto na tleh, tako da mi je bilo vse en tok, tudi če kdo umre, ne? Jaz sem prav prosila, da ga pa ubili. Sem rekla, da bi ga ubili, da imamo mir, pa me postavijo vse, da poberejo, da me dajo pod smreko, z otroci pa pustijo nas primir, ker ni bilo miru. To ni bilo miru. To je pol leta trajalo? To je bilo skozi, ne pol leta. To je bilo do konca zapora, do leta 1989. Ampak do takrat, dokler ni bila sodba razglašena. Koliko časa je to trajalo? Pol leta tega preiskovalnega zapora? To se pravi 20. oktobra, od aprila, marca, kdaj so, 20. oktobra je bila sodba, mislim, 22. razglašena na vojaškem sodišču, ne? Potem so jih pa dali, tam so ga pa dali na Povšetovo, tam v Sremsko Mitrovico. Aha, in on je dobil 9 let. 9 let je bil. Ampak še preden je dobil 9 let, so bile tudi hišne preiskave, ne? Še potem doma pri vas, ne? Vse posod, to so... To je ta vaš oken, ne? To ste vi spali, ne? Kako je bilo to? Tam je bila otroška soba. Jaz sem je pa na to stran tle še, na to stran je bilo. To je bilo pa enkrat po noč, ne? So skozi preiskave delali. Oni so vozili, sej noter tudi slike, so vozili z vojaškega zapora po Doplah. Zapirali vojska, celo vas so zaprli. Enkrat po noč so ob 2 po noč prišli, to je bilo poln vojaških avtomobilov in mi, ki smo spali, so noter v stanovanje, kar preletela, veste kaj, jaz ne vem, mislim sploh, to še zdaj ne moram sploh dojeti. Ta prvo so eno luči, take luči se soseda, tista, ki je bila zraven, se to vse ve, ne, mislim. In skozi, ne vem, odkje so not preleteti, skozi streho, od povsod, od spod, to jaz ne vem, kako so skozi vse, to je bilo groza. Kar naenkrat poln stanovanje vojske in teh oficirjev. In kaj so iskali? Iskali bombo, ne? Bombe so iskali, ne? Eksploziv. Agop ne bi se ukvarjal mi bi na eksplozivu spala, ne, ja, mislim.
Ja. In potem so šli dol, vse drva so ven zmetali od spod, ki je bila drvarnica, so vse drva ven zmetali tam pred trgovino, meni je bilo to oko naroda, mislim, groza. In potem naslednji dan otrok, 8 let star, je mogel vse to sam nazaj. Mislim pa že takrat poroč, to so se toliko strašili. Ima ta velik sin še zdaj posledice. Posledice so zdravi za... Tako. In zdaj se ga peljal bolnico na pole, ne? Ja, zdaj kontrolo vzeli. Je na tabletih? Ja, skozi. In njega so, predpostavljam, mučili in da se je malce rešil, takrat na tistih zaslišanjih je marsikaj povedal, da ima skrito orožje tam. Tudi, recimo, takole so ga pripeljali na kakšno smetišče, ne? Tako je. Ja, to je v Doplah na smetišču. To je Agop, ne? Ja, tako, v Doplah na smetišču. In tudi noter se v dokumentih piše, da jih je prosil, da njemu nastavijo bombe, da jih bo pokazal tam, da ga bojo pustili pri miru, ne. No. Potem pa enkrat so tam, se piše noti tudi dokument, da ga bojo postavili, a ne, ker oni to niso mogli pol, a ne, da je to sploh res, a ne, bombe to, da ga bojo postavili na eno polje, Agopu bojo dali mino, da če jo bo znal razstaviti, je pravi terorist, če jo pa ne bo znal, ga bo pa razneslo, mi smo pa skrili v zavetje, tako notovnemu dokumentu piše, ne, mi smo pa skrili, ne, sej. Našli so pa v stanovanju televijake, ne? Ne, nič niso našli. Tole, tudi to ne? Ne, nobene stvari niso našli. Nič, da je to Igor šel fotografirati zele, nič niso našli. Iskali, ne, da to ne bi bilo... Ne, ker oni so meni, če sem jaz videla v zaporu, ne, če sem jaz videla doma, kakšne take dolge stvari, to so mi govorili 4 dni, dolge, jaz spomnite, sem rekel, nobene dolge stvari, nikoli nič. Edina nevijak je prinesel v metalki, ki so jih, sam jaz to nisem vedela, takrat to so gor delali, in nevijake, da boste z otrokami en avtomobilček delala. Ne, ti vijaki so pa take pa noter na voji. Jaz sem to prvič videla, se to Igor zdaj šel slikati, ne, to ni bilo nič dokaz. Ker na sodišču ni bilo niti enega dokaza. Niti enega dokaza, da bi kdorkoli kaj imel. Eksploziv. Kdorkoli, da bi kaj imel. Od vseh 9 obtoženih. Nihče nič ni imel. Tudi če kaj niso našli, na kakšnem smetišču so rekli, verjetno so že pravočasno skrili. Ja, no to pa ja, seveda. So v kakšen zapisnik napisali. Samo, ko sem pa šla v arhiv, ko sem dobila dostop do arhiva, se pa zelo dobro vidi na prvi strani vse te akcije, ki so jo oni izvajali, zakaj je to bilo, ne? To se pravi, kaj bojo dobili, če so že dobili navodila iz Beograda, kaj morajo narediti in kaj bojo dobili. Oni so vedeli, da prazno delajo, vsaj tisti vrh gora, ne. Dobro, mogoče tisti od spod niso vedeli, tisti so nas pa imeli za ne vem kakšne vohune, pa teroriste, pa za ne vem kaj, ne. To je bila grozna stvar, veste, to ni bilo malo ljudi noter, ne. To je bila cela Gorenjska, vse to, kar je bilo, se veste, to so bili glasbeniki, ne, in vsi so jih poznali, tudi Krana, ne. Noter imate od Đorđe Balaševica do Pintaričeve, do vsi tili glasbeniki, a veste, ki so bili na tem. To, če bi oni vedeli, koliko ljudi so sledili takrat, mislim, v Sloveniji bi se, ne vem, čudili. Koliko ljudi je bilo zaradi tega procesa sledenih? To še veste ne. In to se je recimo dogajalo 84. leta, pa potem vse... Do 89. leta. To je bilo v sodni razpravi, tam, ki je bila pod Titovo sliko, ne? Pod Titovo sliko, ki je nekako začel ta proces, ne? Kot povračilni ukrepi, ne? In vsi ti glasbeniki so bili kolateralna škoda odnosov med Jugoslavijo in Bolgarijo, ne? In tu na tej razsodbi ste bili vi, ko je Agop dobil 9 let, ne.
Jaz tudi vedem, ampak tudi to so jih po Ljubljani prevažali kot največje teroriste, ne? To je bilo, to so helikopterji, to vsega posebej. Se piše, noter je dokument, kakšno zaščito morajo narediti, da slučajno ne bi kakšen človek že pogledal, ali kaj je že, mislim, pogledajte noci. V knjigi vse to, Igor, zelo fajn na podlagi dokumentov piše to knjigo, ne? In to je res nam zadoščenje, da tudi ljudje vejo, da nismo nikoli v življenju nobenemu nič naredili. Da mislim, da bi tekst v ta proces peljali bi mogli odgovarjati. So živi to so zločinci, tako da povem. Ja, živi. Vi ste prej, ko ste pila kavo, omenili tudi Aksentijeviča, ne, ki je bil takrat v osamosvajanju Slovenije eden izmed poslancev, ne, državnega zbora. Ne. In on je bil veštak, piše noter veštak za eksploziv. Strokovnjak za eksploziv. Sam ne vem, ki ga je videl, pa ki ga je dobil. Veštak, strokovnjak za eksploziv, ja. On je sodeloval v tem procesu? Ja, sodeloval je, seveda je sodeloval. In je potem, takrat je bil še polkovnik, ne? Potem je postal general, ker so vsi dobili na podlagi tega čine gor. Na podlagi tega, da so bili ti pokrivem obtoženi na zaporne kazni. Seveda, gospod Frlinc tudi je bil prej to. Sodnik. Potem je bil, ja, potem je dobil tudi čin gora, ne, pa ti je Vukosov, pa Mazič, pa vsi teli, ne. To so isti, ki so sodelovali pa v JBTZ-ju, ne. In se, če ne bi onega procesa JBTZ, bil, ne vem, če bi moj mož živ prišel ven. In ko je bil 84. potem, ko je padla obsodba za 9 let zapora, kako ste vi to izvedeli? Kako je to delovalo na vašo družino? Kdaj pravite? Ko je bila obsodba 9 let zapora, kako ste vi to sprejeli? Jaz to sploh nisem vedela, veste kaj, jaz sem to zvečer, sem slišala na televiziji, ko je ta Slobodan Kaloper, ja, prebral tisto novičko. Čisto kratko, da so bili obsojeni od 3,5 do 12 let zapora. Jaz še nič nisem vedela, koliko je mož obsojen, nič. Potem po temu. Kdaj ste pa zvedeli potem? Potem, po temu so pa ti udbovci prišli povedati, da je 9 let dobil. Ker jaz njega nisem nič videla od takrat več. Samo enkrat je v vojaškem zaporu, pa enkrat so me peljali na da obravnavo 4. oktobra je bilo, to so me peljali, kje so me zjutraj prišli ob 6. iskati udbovci. Greste znam, pa je dal papir, a ne, od Frlinca napisan, da, mislim, da je od Frlinca, pa Vukosov, da ne bom kaj narobe povedal, da se zavedam posledic, če ne bom, pa že prej sem, prej sem odstopila, če ne bom tako govorila, kot sem v preiskavi, da se zavedam, kaj bojo z mano. Potem pa, da imajo na Igu za mene že pripravljen, 3 leta pa pol boste dobija, ja, 3 leta pa pol boste dobija, če ne boste to reka. Samo Agop je sreča, ker enkrat v vojaškem zaporu sem jaz reka, sem reka Agop, sem reka upam, da je vedel, no, mislim, jaz to zdaj ne vem, takrat, ko sem mu reka, da je otrokom za rojstni dan, da so vsi na isti dan imeli rojstne dneve, 4. julija, no, to je dan borca, ne, vsi. Še to, ne? Še to povrh, ja, borce vse 3, ne. Kaj ste mu rekli? Jaz sem reka, da je otrokom za rojstni dan mamico, ne, sem reka, upam, da je razumel, ne, takrat, da mene tudi zapirajo, ne. No, in pa torej, da ni več vas obtoževal, ne? Tako je, tam vse me on ni samo, se noben ga sploh ni, mislim, na koncu, da bi se en drugega obtoževali, se nikoli niso, oni so ves, to so tam noter take stvari z njim delati, da niti en drugega ni obtoževal. Tudi z električnimi pendreki, ne? So jih mučili, ne? Kaj vse pa, to je bo. Marsikomu, ki je zlomili. Vsak ne gre, seveda. Mi smo prišli... Krvave stene tudi, ne? Ojoj. Groza, ja, to. Vse zobe so ven zbili. Jaz sem enkrat fajfar, je groza. To je pol glave, to kolevan imu, jaz še nisem nekaj tacka, sam pol glave. To se mi zdel takrat, kad tist, ne vem, gor. Mislim, ne vem, groza. To je eden od soobtoženih. Ja, soobtožen Milan Fajfar z Radoveljce. Groza. Mislim, to so take tragedije, da...
Za nič so jih mučili, uničili družine. Tok družina, ne. Potem pa spet na prestajanju zaporne kazni. Se pa bi človek mislil, no se zdaj pa prestajajo zaporno kazen, zdaj bo pa mir, bojo, ne. Še vedno so želeli, še vedno so jih preiskovali, še vedno so jih mučili. Ja. Tudi vašega moža? Tudi skos. Niti enkrat, dokler smo bili mi, niti enkrat nismo sami, da bi se z možem lahko pogovarjala sama. Niti enkrat. Vi ste ga obiskovali v zaporu enkrat na mesec lahko? Kako je bilo to? Ne, to smo lahko potem tle na dobu. Prvo so ga dali, nič, mi smo ga dvakrat videli vsega poj. To se pravi, so ga dali tukaj v Sremsko Mitrovico, iz Sremske Mitrovice so ga dali v poseben zapor v Beogradu, to je bil pa groza, so tam Bolgare dali. V tem so ga dali v Zabelov Požarevac, ne. Tu ste ga videli? Tam sem ga pa dvakrat videla. Šele takrat? Ja, kakšen je bil? To se pravi 86 leta, konc leta, to se pravi po 2 letih, ne. Je groza, to, da ga nisem poznala. Sestro sva šle z vlakom dol, sva šle z vlakom 3 dni, ne, da se voziš do dol, pa tam, pa počakaš, pojde je sobota, v soboto tista Zabela je bilo to, ne, in vse odprt prostor, tam je piha, tista koševa, ni nobene čakalnice od zunaj, stojiš pa čakaš, veste. In to te pusti po 5 ur, da ti čist živce, ne, veste, da te čist psihično uničijo. To je prav namerno vse za te politične sodelane, ne, to je groza bilo. No, potem sem ga pa videla, tam noč so ga pripeljali, odzati mu za rokam, verige po tleh so se mu vlekli, ves omazan, gnoj, cela gnava gnoj, pa kri. Jaz nisem še kaj takega videla. Če mi ne bi takrat rekel, ker on izmeraj mene klic Cveti, ne Cveta. Če mi ne bi rekel, sem rekel, Jakob, bi rekel, ja, Cveti. Jaz sploh ne vedela, da je on. Pa sem pa spet rekel, sem šla na ambasado tam pred tistem. Spet so me takoj ven. To da 5 minut bila noter, še to ne. In tam je bil pa skozi zaporu, v samicah, dol pod zemljo, sama na kangla, ne. Pa tiste vojaški, tisto obmazan, tako umazan, da je še nisem nekaj tacka. To je bil sam na tibo, pa ena kibla. To je bilo groza. Potem sva mi 2 sestro šle direkt od tam, z vlakom, ko sva pa šle direkt na sekretarijat, je bil to za pravosodje, to gospe Jerkovič, Nanica je bila. Sem rekla, moj mož bo umrl, sem rekla, kaj delate, sem rekla. Potem so pa začeli mečken misliti, pa mečken poj je Mojca Drčarjeva zrihtala, da je ta doktor Keber ga vzel. Pa se je začel mečken, ker je bilo da so ga premestili sploh. Iz tam v Slovenijo na Dob? Ne, takrat še ni bilo Kebra po Mojce, ne. Sama sem takrat, da so ga premestili po 1 letu, ali mislim, da je bilo konc 87 za nov let, da so ga pol pripeljali na Dob. In to sem mogla še sama vožnjo plačati, ne. Za njega in za 2 spremljevalca. Sem komaj denarska zbrala, se veste, kaj sama s 3 otroci, ne. In to meni zanč pa je direktor, ki je bil moj, Zavrl Peter, moram prav omeniti, meni zanč na predstavitvi rekel, Cveta, veš, kako so pritiskali name, da bi te službe vrko. A ne, da bi me šebala, veste. Da bi vas še... Ja, da bi me šebala, ne. Da bi vam lahko celo otroke potem vzeli, ker jih ne morete preživljati. Ja, ali pa bi me še bolj psihično, ne, ker se... Jaz sem tudi skozi nisem, da ja, mislim, skozi sem se... Borili ste se? Ja, skozi sem se, da ja, pa tudi pola, ne skozi. Čeprav je verjetno zelo hudo, če veš, da je nekdo v zaporu, pa nič kriv. Jaz sem dan, to je ena neumnost. To, a ne, a veste, kaj en dan sem bila noter, pa nič nisem nobenemu naredil, a veste, če bi ti kaj naredil, okej, bi rekel, super, a ne. Mislim, je pač kriv, ne? Ja, je pač nekaj naredil, a ne, to pa če veš tam noter, sem rekel, nikoli v življenju, kam sem metal, kam sem pa še, a ne, pa otroke doma, 3 mejhne. In prej ste mu imenili tudi gospoda Podržaja, ki nekako vodi slovenske zapore še danes, ne? Je takrat, ko je prišel vaš Agop k njemu v zapor, kaj mu je dejal?
Ne, da je napisal, je fajno poročilo, sem videla zdajle, ne od njega, ja, takoj. Samo vidijo tili naši, kaj ne rečem, specialisti. Samo vidijo človeka, ga že znajo oceniti. In on ga je ocenil? Ja, zelo fajn, ja. Kakšen je, kako bojo imeli probleme z njim, kakšne, ne vem, kaj. Moj mož, da v življenju ni miške ubil, bi rekel, pa ne obenga udaril. Mislim, da se mejka zamislili ti ljudje. On ga pa videl in tako kot jaz vas zdaj ocenim in rečem, ja, ta gospa je pa pripravljena marsikaj hudega storiti. Ja, tako, no, ne. V dušo vidijo, ne? Tako, ja, že česa, ne. Pisali ste pa tudi Milanu Kučanu, ne? Takrat je bil visok funkcionar. Seveda, ja, vse konce sem pisala. In je dal sploh odgovor, na tem dokumentih se vidi, da je pošto sprejel, dobil, nikoli odgovoril, da bi vam pomagal. Ne, nikoli. Se sem tudi pol vsem pisala, veste, kaj se to... Pa ni nobenega odgovora, pa nobene stvari, veste. Ko je Ago bil premeščen potem v Slovenijo, ko ste vi plačali to za njega in še za dva spremljevalca na Dob, je potem bilo drugače z obiski, ste ga že lahko? Ja, potem smo lahko prišli na obisk, samo ni še, mislim, da 1 leto v pol ali koliko časa, nič smo vam dam, na primer. Veste, da bi vam prišel iz zapora. Otroke ste peljali takrat na obisk? Otroce sem peljala, seveda, sam je bilo stalno nekaj. Veste, kaj enkrat se spomnim, smo šli, je bila zima in smo šli z vlakom, ki je bilo prav snega, pridemo pa še tam peš, v tem Šentrupel, tako je že tista postaja gor, ne 2-krat presest ali 3-krat, pridemo do Doba, so pa rekli, noče vas videti. A veste, naslednjo pridemo, je bil v bolnicu v Novem mestu, so mu noge, ne vem, pojma nimam, noge so mu neki, kada je zlomljen. To je bil skozi nekaj, skozi je bil po samicah, skozi je bil čist skozi nekaj, veste, vsi kriminalci so bili, mi smo bili pa skozi so bili zraven, vam povem, vse piše, tudi poj še piše še, ko so zaključili tisto akcijo tenis, so še kar novomeški udbovci, da nas morajo še kar slediti slučajen, da bi to in potem sem videla še dokument, se so nas še v Novo Sovo dali, ne. Mogoče me še zdaj sledijo, pa ne ime, če imajo toliko denarja, jaz ne vem. Veste, da je groza. To ne moreš verjeti. Po dolgoletni zaporni kazni je prvič lahko prišel kdaj soboto, nedeljo že domov? Prvič je prišel vse to, zdaj tlele noč sem jaz, ker so skozi tudi na Dob hodili te udbovci, k njemu. Skozi in to zvezdna udba, to ni bila samo slovenska, kar jih je tlele noter, ne. Še drugi, ne. To zvezdna udba, to ta gospod Mustač, ki zelo gor v Nemčiji obsojen, je bil tudi zraven, ne. To so vsi, ja, to so... Ampak Nemci so ga morali obsoditi. No, super, jaz sem zelo vesela, se mu ne želim nič slabega, samo mislim, da če take stvari z ljudmi delajo, da ne vem. Pri nas pa nič, ne? In tudi, ko je prišel domov, ne, takole sobota, nedelja, kako je bilo? Prvič je prišel domov, se pa je ta že nekaj roke dvignil, sem videl pa iz dokumentov, kjer so tam vse, se še piše noter, ker je mož meni takrat rekel, da ga bojo peljali, je bil, se to noter ne piše, ker mogoče dokumente so ti potem ven popravili, ni vseh tiste dokumentov, vem, da ni tudi v arhivu tlele vseh teh dokumentov. Mi mož meni govoril, naj grem v torek na Kranjsko UJV in ne poiščem dole enega z Brki, in da mu rečem, da bojo njega, da ne unmo, jaz tudi rečem, mož je govoril, da bojo njega peljali na vojaško sodišče v Ljubljani in bo samo nekaj tam potrdil na sodišču, da so ene maske z Italijo uvažali. In jaz sem tam se to pa noter, mislim, ne vem, v knjigi je, v dokumentu piše, ker so se snemali tam na Dobu. In jaz sem mu takrat rekla, sem rekla, veš kako, po vseh 5 ne nas v vrsto, pa ne nas postrelijo, sem rekla, kamar te ne bojo več peljali na nobeno vojaško sodišče. In takrat se je pa
pripravljal ta proces, jebate, zdaj jaz ne vem, a so ga mislili, to je bo še slovenski narod prej. dvignil, ne? Takrat se je pa poje dvignil temu, sam jaz sem šel takrat na Ujeva v Kranj, a ne? In sem odspod rekel, da je enega zbrki iščem, a ne? In takoj gor sem v 4. nadstropje gor, in potem je pa tip mi rekel, ne vem zdaj točno, je rekel, a vam je rekel, Agop, kaj bi rad mi od njega? Sem rekel, ja, povejte, a ne? Ne, rekel, vi povejte, jaz moram povedati. Sem rekel, ne, vi povejte, se ste vi nemo rekli, kaj ne meni reče, a ne? Potem je pa rekel meni, se vam bomo plačali. Sem rekel, res, plačali boste vi meni. Sem rekel, napiš potem, koliko boste vi meni plačali, a ne? Je rekel, mi nič ne pišemo, a ne? Sem rekel, okej, pa so pa mi dogovorjena, če nič ne pišete, a ne? Sem rekel, pa napište na prvo stran Dela, Agop Stepanjan, terorist, vohun in ne vem, kaj še vse vlast spustil, če upate napisati. Spustili so pa mehanotehniko, pa ne vem kaj vse, ne? Tako, ja, da se celo Jugoslavijo razstrelil, čeprav je v službo hodil, ne vem, kdaj je šel, Pa nič ni bilo razstreljeno, mimo grede, ne? Ja, pa bo, če že, a ne, to je že od začetka ves proces, a ne, bil vse montiran. In tudi, ko je prišel domov, ne, so se obveščali, ne? Kdo se je pripeljal k vam na obisk, kdo vas je obiskal? Vse. Gospod Osterman je dejal navodila, naši sosedi od spod, ki sem mislil, so dobri ljudje. To je že gospod Igor Omerza potrdil, gospod Osterman, to, kjer je načelnik generalštaba Slovenske vojske, ne? Ne vem, ne moram reči, jaz sem. To je človek ne more razumeti, ne? Da se je vse to dogajalo. In jaz prvič o tem procesu karkoli izvedel sem šele, mislim, da leta 88, ko je bilo v Mladini, ali pa 89, ko je išel članek Igorja Mekine, kjer je bilo napisano, da so bili to montirani procesi, ne. In takrat se je marsikdo od nas mladih takrat vprašal, tudi to se dogaja v najboljši državi, so takrat dejali. Ja. Se še zdaj govorijo, da je bila najboljša, samo vsak bi mogel to skozi dati, ker smo mi. In ko je bilo, kdaj je bilo konec? Si preletel ta sistema, veste, si preletel, ko so te zagrabili te udbovska, ne, in to je bila udba, kos, policija, to je bilo groza, nek si not, pa ne, to nisi mogel popolnoma reči. Potem, ko je bilo konec, kdaj je bilo konec prestajanja zaporne kazni? Ni bil 1.6.89, takrat, ki je si Janšov proces začel, ne, je bil še z Borštnarjem skupaj psihiatrični bolnice, ne. Potem so ga pa spustili, pa so ga dali 1.6. pogojno, ja. Do leta 1993 je bil obsojen. Še v novi državi. Eden je pa še v novi državi sedel v zaporu v Zabeli. Aleksandrov? Ja, do 92. leta je bil še. V Srbiji, ne? Že Jugoslavije ni bilo, ne. Ja. In je dobil službo, ki je prišel? Ki pa si je bil vas bolan, ne. To se pravi, oni so ga spustili dan. Jaz se spomnim, da sem ga še nazaj peljala, veste. Ker je prišel dan, je kar skup padel. Samo 6 korakov naprej, nazaj, 6 korakov gor, dol. Pa je pa kar skup padel, ga peljem okrat na dežurno, samo dali injekcijo, pa jem ga nazaj peljem. Sem nekaj, veste kaj, zdravga ste odpeljali, jaz zdravga hočem nazaj, jaz imam doma 3 otroke, sem rekel, jaz ne moram še nekaj imeti, ne? No, potem so ga pa dali 6 mesecev zdravotno psihiatrično kliniko v Ljubljani. Ta je bil na forenzičnem oddelku in pol so ga pa spustili, pa se ta proces že začel od Janše, ne. In takrat je bil pa potem, ki je prišel domov, boljši? Ki je vas bolan skozi na zdravilah, ne, skozi to moj krtek od okole dola, veste, ne vem, ko v celico so mu dim spušali, ne vem, ko se da si kar dušil, pa vse sorte, no, mislim, to... So ga more tlačili? Seveda more, vse sorte. Kako so ga pa otroci sprejeli? Ja, se veste, rad so ga imela, ne, seveda, ne. Tako što naredil, no. Za bobne ni več prijel, ne? Nikoli več ni prijel. No, vse je bilo potem isto. Ne, jaz sem mislila pol, da se bo, ko bo država samostojna, da se bo to
samo uredil, da bojo pač razveljavili, bojo rekli, to smo mogli narediti. Zmotili smo se. Najprej je bilo potrebno nekaj dokumentov uničiti, nesrečo, kar se tiče tega procesa, jih je ostalo nekaj. Veliko opravka so imeli s tem, da so vse uničili, druge dokumente, tudi o povojnih pobojih in še kaj naprej. In poiskali so si dobre službe v novi državi. Seveda. In so spet naprej, tako na sodiščih, kot na tožilstvih, kot na ministrstvih, očitno tudi kje druge. In kjerkoli, kamorkoli ste spet potrkali vrata, ste naleteli na koga, ki je bil znanec iz tega procesa. Točno to, ja. Točno to. In čist skozi, mislim, leta in leta bi lahko sodišče tudi potem, ki je bila sodba je na vrhovnem, od 89 leta skozi sem jaz dejala za obnovo postopka, za razveljavitev, skozi na vse inštitucije skozi. In kdaj je še uspelo potem In to je uspelo potem do leta 2002. 2002 in noter od teh, ki so razveljavljali, pa to so eni in isti ljudje. Tisti, ki so takrat bili na tisti strani, kjer so obtožili? Seveda, pa med njimi so slavni odvetniki, med njimi so sodniki, med njimi so vse sorte so zele, načelniki. In kaj boš naredil pol? In to so same povezave, kamorkoli grem, to že čudno, da so ta naključja. In ko ste šla z Agopom takole na sprehod, na družinski sprehod po Ljubljani ali pa po Kranju, je srečal kakšnega tistega, ki ga je imel v rokah? Seveda si gospod Erhatič ga je odpeljal, je bil šef policije dolg časa po samostojni Sloveniji. In ko je on videl preko televizije te ljudi, je pa srečal? Sigurno ni fajn. Je kdaj govoril o svojem trpljenju v zaporu? Težko govoril, kakšno stvar je povedal, ne samo. Težko je pa tako notranjost tudi jaz težko, ker vem, da sem zelo Tudi vi niste odregali, ne? Ja. So se srečali, dobro, večina teh Georgij Angelov, pa so bili izgnani potem po prestajanju zaporne kazni. Recimo Milko Cočev živi v Kopru, se tudi kdaj srečate. Ste se kdaj potem še srečali, se je Agop srečal s svojimi sotrpini? Seveda, Pfeiffer je prišel, Pfeiffer je bil tudi zelo čist, on je po 2 letih potem umrl, Ker je Igor rekel, ubili so ga, ker je bil čist popolnoma, on je bil še mlad, še mlajši od mene, ne vem. Milan se je skrival pod streho, nikamor ni šel. Edini midva so lahko prišli na obisk. Gašperšič je bil tudi čist, on je pa umrl 2 meseca pred to knjigo, je bil letnik 52, tudi neč toliko star. Vaš Agop je bil 43 letnik? Ja, Agop je pa starejši. In je 2 meseca pred temu sin, ki je prišel z zapora, Gašperšiča si obesil mu. Mislim, to so take tragedije družinske, veste, ne samo to. So trpeli, ampak še tisti zraven. Cela družina. Pri vas otroci, vi. Seveda. Vsi, Vsi v glavnem, ker to res, še jaz, ko sem v temo noter, ne morem verjeti. In ljudje temu vas tudi, v Doplah to so vsi videli, da je to bilo. Da je bila to ena sama laž? Ja, tudi, da je bilo to res, to je bilo groza, veste, to ni bilo zdaj navadno, da nekaj naredili, pa ga vzeli, pa odpeljali, pa obsodili. Veste, ampak to ni bilo konca. Samo izmišljene zadeve. In zdaj, ko vi takole malce nazaj pogledate, ko recimo vemo, da se vse skupaj začelo, ko je Tito rekel, treba je narediti tole in tole, da ne govorimo že prej o povojnih pobojih. In ko zdaj vidite koga od mladih, pa tudi od teh starejših, ki nosi sliko Josipa Broza Tita, ki sedi v pisarni, kjer je slika Josipa Broza Tita ali pa njegovih pajdašev, kaj si mislite? Ja, ne vem, kaj ne vam rečem. Mislim, zelo... Vem, da so bili to, ne vem, zločinci, bom rekel. Zločinci za mene. Te ljudje, ki so to delali, so za mene ljudje brez srca. Da ti lahko pustiš
3 majhne otroke same zvečer v stanovanju, to ne može biti normalen za mene. Ne vem, pa ali pa jaz nisem, a ne, se že, oni gotovo mene nimajo, a ne. A ne, pa da tam le tepeš, da ljudi, ne vem, no. Cigarete. Ja, to so psihopati po moje, a ne more biti drugega. Ugašuješ ja, na obrazu. A ne. Pač ljudje, ne vem, bi mogli biti mečkam bolj humani, jaz ne vem, ali pa če ne, si ne vem, ali to pa bi knjigo se preberejo, vprašal ne? tako, a ne, kaj sem jaz tam družinam naredil, a ne, mogoče ima zdaj slab občutek, ne vem, mogoče oni niso vedeli. Mogoče še tole zanimiva zgodba, ne? Ja. Tale slika. A ja, to je pa, a ne moreš verjeti. Lahko poveste? Ja, kam te življenje pripelje, a ne, slučajno. Imam sadje, a ne, sem peljala sušiti v sušilnico sadja v Gradež, a ne. In tudi ta gospod je bil tam, seveda sem še telefon od njega. Potem pa slučajno, ko je raziskoval Igor ta arhiv, pa napišem v Google Igor Boris Zore, a ne. Isti človek, ki od mene sadje vzel za sušiti. Parjazen, gospod Stepanjan, to on tret, ja. In potem se nekaj ne moram verjeti, ne. In kaj je bil? Sušilec sadja, suši sadje Kaj pa prej? tam. Je prej bil pa šef ljubljanske udbe, a ne. In tudi gospe potem so rekli, da si kaj prselu, da se, seveda se vsi pol se malo skrili po teh vaseh, a ne, po moje. In vi tisto sadje ste razdali potem? Ja, tudi še zdaj ga imam, če ga hočete. Ne, si to. To je samo nekakšna naključja, kot je življenje, a ne, mogoče kaj je svet. Da smo ga spoznali pol, a ne. A veste, ker jaz ga prej nisem. Agop je dočakal, recimo, razsodbo, da ni nič kriv potem, ne, v že samostojni Sloveniji, dolga leta, ne, kasneje, ja, ampak 2 tedna kasneje. Ja, in to je bila najhujša, ne, ker to ponovno vse še enkrat, a veste. Mislim, Spet ste se morali zbrati vsi. To spet vse, pa po sodiščah, pa to, a veste, koliko je bo to nemo, to ti ljudje, ne vem, skoraj isti ljudje tam, ne? Skoraj isto, ja. A ne? In potem, ko to gledaš, a ne, lahko rečem, da je bila sodba montirana in še ta oprostilna ali pa obtožba, ki je bila umaknjena, a ne, je tudi montirano bilo vse, a ne. Ker bi sodišče lahko samo šlo pogledati v arhiv, odprlo bi samo to ima za pa ure dela, ne, to, ko sem jaz sama šla, ne, jaz sem sama to videla, ne. Odpre tisto akcijo tenis, ne, bi jim dali tam, pa bi videli, ne bi treba, da toliko denarja, tudi sodišče, koliko to denarja zapravlja po nepotrebnem, ne, mislim, ko pogledaš, ne. In ko je prišlo to dokončno, nič niso bili krivi, je Agop kmalu za tem umrl, ne? Se ni bilo nič niso krivi, ampak je bilo samo odmaknjena obtoženca, ne. To je tožilka, ne, se je tam še v tem Agopisu, ta gospod, ne, so se to norca se delala, veste, to so bili. In 31.12. je bila obtožba umaknjena. Mislim, sodišče je delalo, še mi plešemo v trgovini, smo imeli veselico Silvestrovo, ne. 19. je pa ga pomrl, da sem o komaj prebrala, a ne. In potem pa gledaš, mislim, skozi eno in isto in se daješ po teh zakonih, o popravi krivic, ni nič, noben ta zakon ti nič ne popravlja, to je vse samo, a veste. Samo rane se odpirajo. Samo rane pa, a ne, nam jaz bi, ne vem, pojma, ker potem so mi rekli, ne si nadamo zakon o civilnih invalidih vojne, so mi tam svetovali, damo in to imam zdaj, jaz še zdaj, že 12 let imam na sodiščah. In to za eno besedo, in sicer, a je bila to poškodba ali bolezen. In na spizu hočejo, naprimer, da imaš ti dokument, da si v zaporu zbolel. Kada oni ne vejo, da so v zaporu so te mučili, ne da so te zdravili. A veste, mislim, to nenormalne stvari, da se norca delajo tako z teh ljudi, ki smo trpeli. Dobar, jaz sem zdaj že trdna rata od tega, ker se mi že vse skup smešen zdi. Da je država toliko, a veste, da
Se vidijo, se zmišljujemo, vse dokumente imajo, če vzejo tel državne morajo dokumente, pa da prekli bomo upravili to krivico, ne. Ni nič. Borim, še zdaj imam na sodišču, no. Ste bili kdaj pred Vrhovnim sodiščem, ko so, ali pa ko potekajo protesti proti krivosodju? Sem bila, ja. V zadevi Patria, pa ste bili? Saj sem prišla tudi do Evropskega sodišča s temu, ki se je sodba toliko časa vlekla, ne, za tole, ki se reče, za vlačevanje postopka sem da, ne, za tiste 8.000 evrov, vse mi ni, ne. Samo tudi tukaj vse je bilo vse zavrnjeno, ne, te 8.000 evrov, čeprav je 16 let proces trajal, ne. Gor pa isto. V enem mesecu je bilo vse, da pač smo nekaj tukaj pozabili napisati. A veste, pa pogledaš, kdo je noter sodnik bil, pa pogledaš na Udbanet, pa veš, ne. Koliko je ura? Ja. Bo kdaj drugače? Jaz še zmeram upam. Sam slab kaže, ne. Ne vem. Imate kaj stike z družino vašega pokojnega moža? Ja, sej imamo, ja. Sej v Ameriki si en brat, mislim, si že pokojen, zdaj so že pol otroci, pa vnuki, pa to pa ona, ne. Tudi jaz imam že 6 vnučkov, vidite. Tako da pol življenje teče naprej, to bomo pa zdaj zazravati. Hvala, Igor Omerza, ne? Ja, hvala lepa, ja, to pa res. On nam je pa, kako naj vam rečem, moralno zadoščenje nam je dal s to knjigo, ne. Tudi vsem ostalim, ne, moram res, so veliko pretrpeli vsi in vse te družine zraven, ne. To je groza. Ja, to se kar pozabljam. Še družine zraven, ne samo tisti, ki so bili mučeni, ki so bili v zaporu, ampak vsi tisti zraven, ne. Mnogi so bili šikanirani, ne. Seveda, za vse. Gospa, hvala za vse, kar ste povedali. Hvala tudi vam. Jaz upam, da bo preostanek del vašega življenja, da bo še veliko miren, svoboden. In da bi čim manjkrat srečali ljudi, ki so bili tako ali pa drugače povezani s tem montiranim sodnim procesom, in ki si se zdaj lepo zavihali rokave, kot da nič ne vedo. Imajo kar vsi izgubo spomina, ne? Demenca deluje, ne? Ja, zelo, ne. Ampak so pa kakšni policisti, pa kakšni zgodovinari, ki pa še povedo, da očitno vse pa ni pozabljeno. Tako, kot smo v uvodu povedali, zato se mora vedeti, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi. Tako, da ni samo vseeno, ne? Tako kot... Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.